večer vsem. Mario, moj sodelavec, me je zelo zanimivo, v resnici tudi zelo dobro napovedal. V današnjem dnevu sem se odločila, da vam bom en del večera govorila kot mlada oseba, en del pa kot mlada oseba, ki se je malo postavila navzven, pa govori o drugih mladih. Mogoče bo malenkost čudno na začetku, ampak verjamem, da mi boste lahko sledili. Bistveno vprašanje, ki se mi mogoče porodi tudi na pogledu v dvorano, je to, ki je tudi ključno vprašanje našega današnjega predavanja. Kje so naši sinovi in hčere? Kje so danes mladi? A res pohajajo samo po svetu, ne vem, danes tukaj po Ljubljani, poležavajo na kavču in brskajo po internetu? Ja, upam, da bomo danes po tem kratkem prispevku imeli morda malo več uvida v to, kje se danes mladi nahajajo. Mladi živimo v sodobnem svetu, v 21. stoletju, kjer se zdi, da je vse nadomestljivo, začasno in za enkratno uporabo. V takšen svet smo bili večinoma že rojeni in drugačnega skoraj da ne poznamo. Ko to omenjam, ne mislim samo na prepolna smetišča, na smetnake, polne uporabnih oblačil in zavrženo hrano. Mislim predvsem na opuščeno zaupanje v institucije, izgubljene sanje naših prednikov, ranjene medosebne odnose in pozabljene ljudi, ki so nam nekje na poti postali odveč. V sodobnem prizadevanju za večje, boljše, učinkovitejše, hitrejše, za takšne zadeve preprosto nimamo časa. Smo generacija mladih, ki jo nekateri v šali imenujejo izgubljena generacija. Saj imamo v primerjavi z drugimi skupinami na voljo manj virov, na primer manj denarja, malo manj kredibilnih informacij, manj zvez in različnih veščin. In smo zato slabše opremljeni za tržno tekmo za omejene dobrine že v izhodiščnem položaju. Mladi smo zato vse močneje in vse dlje odvisni tudi od drugih in na žalost to pomeni predvsem od svojih staršev. Tako imenovano podaljšano otroštvo, ki pomeni vsaj delno odvisnost od staršev, se danes pogosto zavleče v 30. leta. Takšna vse intenzivnejša odvisnost mladih od staršev pa ne prinaša pozitivnih učinkov ne nam mladim, ne našim staršem in ne državi. Mladi se namreč tako predolgo ne naučimo biti samostojni, se kasneje oziroma manj odločamo za ustvarjanje lastne družine in prevzemanje odgovornosti v življenju nasploh. Namreč le neodvisen človek lahko popolnoma prevzame odgovornost za lastno prihodnost, uresničuje svoje cilje v zasebnem življenju in hkrati kot odgovoren državljan izpolnjuje svojo vlogo v družbi. Kadar govorimo o procesu osamosvajanja mladih, ne govorimo samo o doseganju telesne, socialne, moralne in čustvene zrelosti, ampak o prehodu v popolnoma samostojno bivanje in delovanje. Šele takrat mlad postane odrasel in avtonomen del naše družbe. Evropski mladinski forum v svojem dokumentu o avtonomiji mladih pravi, da človek doseže avtonomijo, ko ima potrebno podporo, vire in priložnosti, da lahko samostojno biva, upravlja svoje življenje, se vključuje v tokove družbene in politične participacije in se na vseh področjih svojega življenja neodvisno odloča. Zanimivo, ne? Vprašanje, koliko ljudi je res odraslo. V grobem lahko rečemo, da na pridobivanje avtonomije vpliva vse, kar posamezniku pomaga pri doseganju ekonomske neodvisnosti in gradnji poklicne kariere, uveljavljanju pravic in izvrševanju dolžnosti na različnih področjih, uspešnemu opravljanju različnih vlog v življenju, pri prehodih med različnimi statusami in vlogami v življenju, udejstvovanju v civilni družbi in drugih oblikah aktivnega državljanstva ter doseganju drugih življenjskih ciljev. Fenomen poznega osamosvajanja danes je dejstvo, da se na ta fenomen vpliva dejstvo, da se na samostojno pot v odraslost po omenjenih kriterijih podajo posamezniki, ki po tradicionalnih merilih, kot na primer starost in izobrazba, se pravi starost po formalnih kriterijih za mlado osebo je med 15 in 29 let, se pa danes dogaja, da pač po tradicionalnih merilih se osamosvajajo ljudje, se pravi posamezniki, ki niso več mladi, ki v tradicionalnem pomenu pa kljub vsemu še niso dosegli statusa odraslih. To pomeni, da niso ekonomsko samostojni, nimajo redne zaposlitve, nimajo lastne družine ali živijo v izvornih družinah. To starostno obdobje, o katerem bom v večinskem delu predavanja govorila, sega nekje v drugo polovico 20 let
in se vse bolj podaljšuje tudi čez 30 leta. V marsikaterih državah so že premaknili mejo mladosti na 35. In to je skupina, o kateri bi želela danes malo več govoriti, se pravi o mladih 25 do 35. Mladi in mladi odrasli, ki se nahajajo v tem obdobju, se v tem obdobju intenzivno ukvarjajo z identitetnim raziskovanjem in spreminjanjem življenja. Po koncu študija mladi niso več enako vpeti v tradicionalne oblike življenja v izvorni družini, saj pač že če so kot študentje sodelovali, po študiju zagotovo se vloge spremenijo in zato nimajo več jasnih smernic, kako naprej. Jasnih smernic pa predvsem v smislu tega, kako je to jasno od otroštva, pa vse do konca študija, greš preko vrtca, osnovne šole, srednje šole, potem na fakulteto, potem pa se stvari malo zabrišejo. In mladi lahko izbirajo med milijonom možnosti pri oblikovanju svojega življenja. Znajdejo se na pragu odločitev, ker se morajo začeti odločati, izbirati stvari in se v resnici ločati od vseh ostalih stvari, ki jih puščajo za sabo. Pri osamosvajanju takšne odločitve govorimo, da so, recimo ekonomsko osamosvajanje, se pravi, da pridobijo zaposlitev, da so ekonomsko samozadostni, bivanjsko samoosvajanje, ki ga delimo recimo na snovanje lastne družine ali pa na samosvajanje in sprejem odgovornosti oziroma na prenovljeno vlogo v izvorni družini in pa materialno osvajanje, ko mladi končno zaslužijo dovolj, da lahko preživijo in postanejo tudi finančno popolnoma neodvisni posamezniki v družbi. V tem procesu odločitev je ključnega pomena socialna varnost, predvsem v prehodih med vlogami in statusi v življenju, recimo v času nezaposlenosti, ob menjavanju služb, v času študija, ob rojstvu otroka in podobno. Mlad človek naj bi s časoma v življenju ekonomsko in socialno napredoval in vsaka daljša prekinitev te poti posameznika trajno zaznamuje in ga ohromi na poti k avtonomiji, ga naredi negotovega, pasivnega in negativno vpliva na razvoj njegovih potencialov. Kakšna je torej vloga izvorne družine v tem procesu odločitev? Zanalašč govorimo o izvorni družini, zaradi tega, ker se mi zdi, da je vloga podpore mlademu človeku na poti v samostojnost veliko širša kot samo vloga mame pa očeta. Zraven so tudi bratje in sestre in kot bom kasneje omenila, tudi drugi sorodniki in druge skupnosti, ki so blizu družinski skupnosti, v kateri se mlad posameznik nahaja. Zdaj, mladi so pogosto postavljeni pred izbiro med osamosvojitvijo. In predvsem je to izbira, ki prinaša na žalost v današnjih ekonomskih razmerah izpostavljenost revščini in varnim bivanjem pri starših. In po mojem mnenju je treba mladim ponuditi varno okolje, da vedo, da imajo doma zaletje, tako kot je prej Aleš omenil, en varen pristan, kamor se lahko vrnejo. Če bi se spomnili prilike o izgubljenem sinu, je to ravno tisti neizrečeni stavek, sej, če bo treba, pa pridi domov, pač sej bo vse v redu. Sveto pismo, če sem ravno v tem temačkem področju, ne spomne tudi na to, da mladi niso last družine, ampak da imajo pred seboj lastno življenjsko pot. Izvorna družina lahko igra kakšno vlogo, seveda jo lahko igra. Mnogo mladim bi koristil že preprost spodbudni govor, a imaš vse? No, zdaj pa pejt, jaz zaupam vate in to je dovolj. Ko mlad odrasel začuti pristno zaupanje, lažje verjame vase in v iskanje svoje poti pristopi s pozitivno naravnanostjo. Kadar pa že strani njegove osnovne celice, torej izvorne družine, veje nezaupanje v njegove načrte, to nezaupanje zraste na noter, mladim obrne fokus v negativne stvari in mladi potem normalno, da težko dokončujejo stvari, kaj šele, da bi pisali svoje zgodbe. Starševsko vlogo torej vidim zelo podobno, kot je vloga očeta v priliki v izgubljenem sinu. Sinu on izkazuje zaupanje pri njegovi odločitvi. Če nadaljujemo v svetopisemskih primerih, tudi Jezus pokaže, da je življenjska izbira otroka in njegova osebna poklicanost lahko zahteva ločitev, da bi se izročil Božjemu kraljestvu. On že pri starosti 12 let sam odgovori Mariji in Jožefu, da mora izpolniti drugo višje poslanstvo onkraj svoje zgodovinske družine. Verjetno bi Jožefu dodatna pomoč v delavnici prav prišla, ampak tudi on v svoji preprostosti razume, da je njegov sin poklican nekam drugam. Zelo pomembno se mi zdi, da opazujemo to zaupanje strani Jožefa in tudi zaupanje očeta iz prilike o izgubljenem sinu
in ga prenašamo v naša družinska razmerja, da mladi čutijo podporo v iskanju poklicne poti in predvsem, da jim ne vsiljujemo svojih sanj. Božji načrt je gotovo unikaten za vsakega posameznika in prav je, da mladim damo čas in prostor, da ta načrt sami odkrijejo. Če se bodo potrudili, bodo sami to veliko bolj cenili. Vendar pa tu velja opozoriti na razliko med oporo in ujčkanjem. Podobno, kot je prej že omenil Aleš. Po mojem mnenju se ta razlika najbolj kaže pri urejanju stanovanjskih problematik mladih, zato sem malo pregledala, kako v resnici trenutno pri nas gledajo domača gnezda. Najlažje je mladim ostati tam, kjer je zlikano, skuhano in pospravljeno. Življenjski pogoji doma pri starših so brez dvoma iz izkušenj boljši, varnejši in udobnejši kot v lastnem stanovanju in gospodinjstvu. In morda tudi zaradi tega zadnja raziskava OECD-ja Society at a Glance v letu 2016 posebej izpostavlja, da prav v Sloveniji več kot 3/4 mladih v starosti med 15 in 29 let živi s svojimi starši, kar Slovenijo uvrsti na drugo mesto med državami OECD. Mislim, da so samo mladi na Malti dlje časa pri svojih starših. Podaljševanje življenja doma je kombinacija različnih razlogov, kot so ekonomska neodvisnost mladih, nezaposlenost, otežena stanovanjska oskrba, podaljševanje študija, pa tudi veliko subjektivnih razlogov, tako kot sem že omenila, pač zagotovo je bolj lagodno in ceneje živeti doma, bolj se razumeš starši, morda, če si doma, materialno in emocionalno si varen in hkrati imaš lahko tudi visoko stopnjo avtonomije. Zakaj je sploh problematično, da mladi ostajajo doma? Posledice predolgega življenja doma so lahko zelo različne. Govorimo o podaljševanju odvisnosti od staršev, negotovosti glede prihodnosti, zmanjšanju odgovornosti v sedanjosti, pasivnosti in predvsem to, kar največkrat slišimo glede mladih, apatičnosti. Omenjene spremembe vodijo do fenomena polodraslosti, torej faze, ko se mladi na nekaterih področjih že zelo osamosvojeni, na drugih pa napolno odvisni od staršev oziroma podpornih sistemov. Starši so v to fazo večinoma prisiljeni in ujeti ne morete razpolagati s svojim časom in svojimi sredstvi, kot bi radi, mladi pa si zaradi odvisnega razmerja do staršev ne morejo graditi lastne identitete, si težje ustvarjajo svoj stil življenja in težje vzpostavljajo tudi intimne odnose. Ostanejo torej nekje vmes. Mladi občutenje odraslosti pogojujejo z neodvisnostjo od doma. Vendar si pred osamosvojitvijo želijo zagotoviti ustrezen življenjski standard, zato privolijo, predvsem v Sloveniji, v različne rešitve med odvisnostjo in neodvisnostjo, se pravi rešitve nekje vmes. Recimo, primeri rešitev nekje vmes bi bilo živeti doma v času podaljšanega študija, živeti doma tudi po koncu šolanja in po vstopu v zaposlitev, živeti doma, ampak začasno živeti nekje drugje, ali pa živeti drugje, pa redno obiskovati družino in kontinuirano uporabljati njihove usluge in storitve, kot, ne vem, pralni stroj, dokler nimaš svojega. Ta tranzicijski proces v neodvisnost je zelo počasen in se pogosto obrne okrog, se pravi reverzibilen. Mladi grejo od doma in pa spet se vračajo ven. V strokovni literaturi o tem govorijo kot living apart together, se pravi živeti skupaj in hkrati narazen. Kad se prav v tej vmesni fazi, za katero se pravi, to je točna značilnost te vmesne faze, kjer gre za ekonomsko odvisnost od staršev, pa hkrati socialno neodvisnost. In ko vse te stvari beremo, je normalno, da zadeve ne morejo pač tako iti naprej. In kakšna je lahko, se pravi bistvo, kakšna bi lahko bila vloga izvorne družine v tej vmesni fazi? Po mojem mnenju, ključno vlogo v tej fazi lahko igra tudi skupnost. Zato, ker jaz trdno verjamem, da skupnost, ki ne skrbi za mlade ali starejše, nima prihodnosti, tako kot je podobno rekel, kot je rekel papež Frančišek. In mladi odrasli, ki so v svojem iskanju prave poti izpadali iz sistema, se pravi, so se vračali, pa se niso vračali, pa so se spet vračali, so v tem vmesnem obdobju, poleg tega, da imajo zaupanje svojih staršev, potrebuje tudi vključevanje v pristne skupnosti. Še več, in ravno tukaj se pojavi vloga sorodstva, socialnih omrežij, prostovoljnih, nevladnih organizacij, civilne družbe, pač mnogoterih skupnosti, ki so lahko povezovalni člen med posameznikom in velikim življenjem. Po podatkih raziskave
omrežja socialnih opor prebivalstva Slovenije, mladi namreč v primerjavi z ostalo slovensko populacijo manj pogosto uporabljajo formalne vire pomoči. Kot najbolj pomemben vir pomoči pa pokažejo na mentorje in prijatelje. In te so pomembni zanje za druženje, za emocionalno podporo in občasno tudi za materialno podporo. Po drugi strani pa je tudi starševska pomoč mladim po isti raziskavi pomembna predvsem ob bolezni, ob takrat, ko potrebujejo pač večjo finančno pomoč in večjo socialno podporo. Se pravi, bi lahko rekli, da vloga izvorne družine v tej vmesni fazi res ima zelo nehvaležno mesto. Ampak pomembna stvar, pristan, o katerem je prej govoril Aleš, in to varno zavetje, o katerem sem vmes govorila jaz, naj ne postane kraj, kjer bi mlade ujčkali. Jasno moramo, pač mladi potrebujemo jasno postavljanje mej in vključevanje in razjasnjevanje vlog v izvorni družini, tudi v obdobju po študiju, tudi v obdobju nekaje vmes. Če se vrnem k izgubljenemu sinu, on je moral na pot izkoristiti drugačen svet, se izkusiti, preizkusiti in praznih žepov vrniti domov, ker je šele skozi svojo življenjsko izkušnjo naredil korak naprej v svojo odraslost. Mladi odrasli niso izgubljeni, sam tršo pot hodijo do cilja, nekateri zaradi svoje želje, spet drugi pa zaradi drugačnih življenjskih okoliščin. In čeprav je članom izvorne družine hudo ob njihovih navzven nepremišljenih odločitvah, se zavedajmo, da je naše zaupanje in varno zavetje za mlade odrasle, ki so nekje vmes, ključno. Če bodo čutili, da imajo to, bodo pogumno stopali naprej, hkrati pa se bodo zavedali, da z njimi tudi vi stopate naprej. Sklenili boste nevidno medgeneracijsko zavezništvo, ki je v mojih očeh in v današnjem začasnem in nenadomestljivem in nadomestljivem svetu najbolj neprecenljivo. Ker po mojem mnenju zdrava družba brez takega načina izmenjave pomoči in podpore ne bi mogla obstajati. In če zaključim s podobnim stavkom, kot se začela, namreč, če se še vedno sprašujete, kje so danes mladi, jaz ne vem, ampak dajmo jim toliko zaupati, če tudi ne vedo vedno, kaj delajo, oni pač samo hodijo svojo pot. Hvala.